Nekaj vprašam, ste seznanjeni z nepravilnim delovanjem fundacije FIHO. Tu se že leta in leta opozarja na korupcijo oziroma na nepravilnost finančno poslovanje in da ima en sam človek popoln monopol razdaljevanja finančnih sredstev. Zakaj država ne ukrepa kljub mnogim opozorilom? Večkrat dobivam določena sporočila strani gospe Elene Pečarič, ki opozarja na nenavadno poslovno delovanje gospoda Šuštaršiča in da je to nesprejemljivo. Mislim, da smo mi celo poskušali z drugačnim urejanjem razdeljevanja denarja, ampak so pa večina v tem parlamentu žal temu ni bila naklonjena. Je pa gospa Pečariča večkrat na te stvari upozorila poslance preko mailov in drugih virov obveščanja, tako da bi se težko zgovarjali, da nismo obveščeni in da ne vemo, kako te stvari potekajo. A se vam ne zdi sramotno, da se ne ukrepa? Ker od tega je odvisno mnogo življenj. Absolutno se zdi, morate pa razumeti, da recimo ni to materija, ki jo mi tukaj lahko spiševa in vloživa, ampak terja nekoliko več časa in prva stvar, ki jo pričakuje še, da bojo ljudje na ministrstvih pristojni za ta vprašanja, prva stvar, ki bo delati te stvari. Kdo konkretno? Definitivno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki mora biti. A poznam se pogosto še prejšnjo problematiko glede FIHO, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Ste kaj seznanjeni o tem delovanju, o nepravilnostih, o katerih stalno poročamo? FIHO ima stalne probleme glede financiranja. Najbolj žalostno pri tem pa je, da je kar nekaj zadev romalo tudi kot prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije. In to je tisto žalostno, da se izkorišča stisko ljudi danes v družbi, sploh pa še posebej takšna kategorija, da se to izkorišča za neke osebne interese. In meče potem slabo luč na celotno organizacijo in vse skupaj. In se potem ne da doseči tistih ciljev, ki bi jih lahko dosegli. Ravno zaradi tega. Kako to, da se fundaciji FIHO dovoljuje, da je popolnoma neodvisna, da nima nobene kontrole in da je gospod Boris Šuštaršič še vedno edini govorec z Pahorju? Kako to, da prav on, ki je osumljen vseh teh dejanj, da ima popolni monopol nad denarjem in da se tu dogajajo grozljive nepravilnosti, da je on vabljen na vlado in on edini govorec za dan hendikapiranja? Tukaj je vse na teh nadzornih mehanizmih. Same organizacije imajo neke notranje pravilnike, po katerih nadzor naj bi potekal. Zdaj, prvi korak je, da se ta nadzor upravi, drugi nadzor pa je, da se pritisne na ustrezne institucije. Komisija za preprečevanje korupcije je ena od teh institucij, zdaj pa kaj so pa naredile druge, pa ne vem. Tako da je potreben tukaj pritisk civilne družbe, da bolj opozarja na te napake. Jaz mislim, da se premalo opozarja na te napake v FIHO, sploh v javnosti. Ključno vlogo pa morajo odigrati mediji, preiskovalni novinarji, ki morajo bolj podrobno in bolj korektno razkriti te zadeve. Nažalost, tukaj mediji se zelo bojijo te moče invalidskih lobijev, tako da nažalost ne raziskujejo. Ko pa so raziskovali, so novinarji pristali na sodišču, tako da te bo bolj slabo. Ampak mi bolj računamo na podporo poslancev, ker namreč civilna iniciativa, to je društvo JHD, opozarja že mnoga leta in so o tem redno vsi poslanci obveščeni, ampak ni nobenega odziva. Mi rabimo vašo pomoč. Poslanci morajo pa po drugi strani pritisniti na izvršno vejo oblasti in več kot bo informacij, lažje bodo pritisnili na te veje oblasti in poklicali resorne. Vi ste poslanec, ko ste to storili? Bomo vsekakor sprožili zadeve, bomo pa, če ne drugega, preverili, kje so postopki, ki so se začeli na Komisiji za preprečevanje korupcije.
Ja. To so te ključne institucije. Ja, veste, beseda invalid, ki jo vedno znova uporabljamo, ki jo imamo celo v ustavi. Ne. V Mariboru sem skoraj znorel, smo imeli tam v parku, kaj je že, prometni znak s podnapisom pazi slušno in ne vem kako moteni. Nemotene so te osebe, ki take znake postavljajo. Veste tudi to, da že leta in leta se opozarja na nepravilnosti fundacije FIHO, da se tu dogaja korupcija in oni imajo pa še vedno totalni monopol nad razdeljevanjem finančnih sredstev vsem organizacijam. Glejte, tle ni nič drugače kot v slovenski politiki, žal. Ne? In tle bojo potrebne tudi prevetritve. Poznam tudi neke malo bolj alternativne dele to vrstnih organizacij, ne, ampak te monopole bo potrebno razbiti, ne, tudi z neko natančno forenziko. Vse seveda so neki gospodi zelo lepo 20-25 let na tem živeli, privatizirali neke dejavnosti, ne. Žal, bom rekel, tle ta, če se lahko izrazim, sektor ni nič kaj dosti drugačen od akademskega ali od kakega drugega, tretjega, vsekakor nas čaka veliko dela tudi tle. Vam je poznana korupcija v fundaciji FIHO? Ne, ni poznana. Hvala. A poveste, kaj se dogaja v fundaciji FIHO in vse nepravilnosti, v katerih obveščamo? Draga moja gospa, gledajte, o tem je bilo veliko povedanega že v zadnjem času, vendar jaz to ne bi rad komentiral, ker mi v Državnem zboru smo svoje povedali, tisto, kar smo lahko povedali v skladu z zakonom, ostale stvari pa so v rokah tistih, ki morajo svoje delo upraviti in imamo za to določene institucije v tej državi. Na to vprašanje, res to je tako, bom rekel, vprašanje, na katerega je zelo težko določno odgovoriti. Vaše osebno mnenje? Moje osebno mnenje je, da ne. Prosim lepa. Absolutno. Kaj se dogaja v fundaciji FIHO za nepravilnosti? Fundacija FIHO ima svoje organe. Mi seveda dobivamo poročila, jih obravnavamo. Kaj se pa dogaja, mislim, da ciljate na nepravilnosti, pa nažalost mi ne vemo. Pišite poslanski skupini z argumenti in bomo to upoštevali. Poznate fundacijo FIHO, veste, kako deluje fundacija FIHO in za vse nepravilnosti vam je znano in kaj še vaše mnenje? Ja, eno od pomembnih vprašanj je seveda tudi zaupanje znotraj vseh invalidskih organizacij. Predvsem je pomembno to, da imamo vsi občutek, da je poraba javnih sredstev oziroma sredstev, ki jih dobivajo iz naslova iger na srečo, ta prava. In to je eno od vprašanj, ki zagotovo vedno znova zahtevajo od vseh nas, da ustvarimo to medsebojno zaupanje pri porabi sredstev. In to je nekaj, kar je tudi sicer ena prioritet v Sloveniji, tako da sredstva, ki se ustvarjajo, ki se namenjajo za posamezna področja, morajo biti čim bolj racionalne in učinkovito porabljene. Ampak oni recimo nimajo popolnoma nobenega nadzora, izvajajo totalni monopol nad razdeljevanjem finančnih sredstev in opozarja se pri njih na korupcijo že mnoga leta in nič ne ukrepa. Tega je preprosto dovolj. Besede, ampak dejanj ni. Kako to, da ne? Kdo bo storil kakšno dejanje? Kdo bo popravil kakšno krivico v tej državi? No, nisem popolnoma prepričan, da se nihče ne ukvarja s tem in da ni dejanj. Vem, da je bilo že veliko razprav na to temo in iskanje rešitev, tako da po mojem mnenju je kljub vsemu na ta dejstva bilo opozorjeno. Zdaj, če je seveda tudi Komisija za preprečevanje korupcije dala nekatere usmeritve, potem jih je zagotovo potrebno tudi natančno analizirati in izpeljati postopke, da je razdeljevanje sredstev predvsem transparentno. Tako da postopek imenovanja organov, ki pač to nadzirajo, vem, da je bil velikokrat preverjen in da so bile spremembe, tako da neke stvari je zagotovo bilo narejene. Razdeljevanje njihovih sredstev se dogaja v Izoli za zastraženimi in zaklenjenimi verigami, vrati
in člani, njihovi člani lastnih živali ne smejo vstopati, ker so zastraženi. Na takšen, to je njihova transparentnost. No, jaz upam, da temu ni tako, ne, ker sem zdaj Temu je slišal. tako, obstajajo firme. Predvsem je potrebno potem pač enostavno upozoriti vse ustrezne organe, da ukrepajo. To je bilo storjeno. In upajmo, da bo prišlo do dobre rešitve. To je bilo storjeno in nič. Ja. Vam je poznano, da fundacija FIHO, da je korupcijska komisija, računsko sodišče, vsi so že opozarjali, civilne iniciative, vsi opozarjamo na močno kršenje finančnega poslovanja. Imajo popoln monopol in nihče jih ne nadzoruje. Torej, Boris Šušteršič ima monopol nad invalidskimi organizacijami že mnogo leta. Ja, to poročilo sem videl, oziroma to podarjam poznam, samo težko se pa natančno opredelim. Poglejte, ali je res ta asistenca, kot sem pred časom se spomnim, ali mora biti asistenca 24 ur na dan, ali je to 12 ur na dan, ali je 16 ur na dan, tu so te razlike, ki jih jaz seveda zdaj pa težko ocenim na ta način. Če fizično se ne morete premakati v mesti, pa ste aktiven, delati pismo, delal s temo, kaj vas zanima, ne morete. Koliko na dan rabite osebne asistence? No, ampak recimo, pogledajte, zdaj, ko je v državnem svetu dr. Šušteršič, torej, predvsem Boris Šušteršič to razlagal, on je tudi rabi, zdaj nisem videl prave razlike, zakaj bi on bil proti temu, pravzaprav proti invalidom, če prav razumem vaše nasprotovanje. Zato, ker on v bistvu to ima in drugi pa ne, potem so odvisni od drugih, od staršev, od njega, od vseh doktrinic, ki dobijo, ali vedno zagovarjajo, da težki invalidi morajo pristati v domu starejših občanov, medtem ko sam svobodno živi. In to ni pa, če ti lahko za sebe poskrbi tudi za druge. In gledajte, tako je, vidiš 24 ur, tisti, ki rabo, to rabo, če bodo biti aktivni in živeti. Jaz sem pred 70 leti pristala v domu starejših občanov, ki bi lahko samo umrla. Če bi dušla EHD in ne bi dobila asistence, mi ne bi več bilo. Zdaj sem aktivna, imam hčerjo, imam moža in jaz se verjamem, da bi lahko temu zakonu, kot je gospod Šušteršič rekel, to je luksus. Ta luksus on seveda ne uporablja. Ta luksus imate vi, ko ostanete s postaje in se odločite, kaj boste naredili, kaj boste pojedli in kam boste šli in kdaj boste šli na vetri. Ta luksus imate vsi vi, vam je dan. In ne vem, zakaj ljudi še vedno mislijo, da je to luksus. To je osnovna človekova pravica. In me zanima, če bomo zakon dali v državni zbor ponovno, pred 2 leti smo ga in je za 2 glasa padel, pa me zanima, a boste to preučili zadeve, a boste to dojemil, kaj so osnovne človekove pravice in a ga bi podprl. Ja, lejte, tisto, kar res lahko sigurno naredim, je to, da sprožim razpravo na poslanski skupini, bomo zadevo pregledali, torej skupaj s pravniki, dobro, s tistimi našimi, ki se bolj neposredno ukvarjajo s socialnimi vprašanji, recimo, in bomo oblikovali stališče, to pa ni nobenega dvoma.